V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, hvaležni smo, da smo se lahko po Božji milosti ponovno zbrali v Božji hiši. Ponovno imamo priložnost, da se ozremo nazaj in vidimo, kako nas je Gospod vodil skozi preizkušnje in blagoslove. Hkrati pa je tudi trenutek, ko se mu ponovno izročamo ter prosimo za njegovo milost in vodstvo v prihodnje. Naj bo današnje bogoslužje za vse nas vir duhovne moči in priložnost za globlje srečanje z Bogom. V nadaljevanju pa si poglejmo obvestila za naslednji teden. Jutri, v ponedeljek ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. To je priložnost, da prinesemo pred Boga molitev, zahvale ter prošnje, ki jih imamo v našem življenju. V sredo ob 19. februarja, prav tako ob 19. uri, pa bo v cerkvi svetopisemsko predavanje na temo 2 skrivnostna mladeniča. V četrtek, 20. februarja ob 9:30 dopoldan bo srečanje starejših sester. Torej, v četrtek ob 9:30 dopoldan vabljene starejše sestre na srečanje, ki pa zgolj v primeru izredno slabega vremena odpade. Naslednjo nedeljo, 23. februarja ob 10. uri pa smo vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje. In še ena informacija, ženske vseh generacij, vljudno vabljene na celodnevno srečanje za ženske na temo Ena ženska, mnogo vlog, ki bo v soboto 8. marca 2025 v naši cerkvi. Srečanje bo vključevalo predavanje duhovnice dr. Katje Brkič Golob, različne aktivnosti ter skupni zajtrk in kosilo. Prijave zbira Leja Brkič. Več podrobnosti bo znano naknadno. Na srečanje torej povabimo tudi naše prijateljice, da boste vsi skupaj. Torej v soboto 8. marca, ko je praznik žensk po celem svetu, si torej ženske rezervirajte dan za srečanje v cerkvi. Pa za moške ena vesela novica, vsi smo fraj tisti dan. Sedaj pa bomo zapeli prvo pesem, ki pravi Zvest prijatelj naš je Jezus, kateri ostane lahko. Zvest prijatelj naš je Jezus.
Amen. Lahko se usedete. Biblično vodilo za današnji dan je iz knjige preroka Danijela, 9. poglavje, 18. vrstica, 2. del. Pravi pa takole: svoje prošnje polagam pred te, vendar ne zaradi svoje pravičnosti, temveč zaradi tvojega obilnega usmiljenja. Amen. Sedaj pa prisluhnimo še besedam čudovitega psalma. Kako velika je tvoja dobrota, ki si jo prihranil za tiste, ki se te bojijo, jo pripravil za tiste, ki se zatekajo k tebi pred človeškimi sinovi. Skrivaš jih v skrivališču svojega obličja pred človeškimi spletkami. Skrivaš jih v šotoru pred prepirom jezikov. Slavljen naj bo Gospod, ker mi je izkazal čudovito dobroto v obleganem mestu. Ljubite Gospoda, vsi njegovi pobožni. Gospod čuva zveste, a vrača čez mero tistemu, ki ravna ošabno. Bodite močni, vaše srce naj se opogumi, vsi vi, ki pričakujete Gospoda. Amen. Pred nami je še molitev kesanja in priznanja svojih grehov. Milostni Bog, k tebi prihajamo in te iščemo zaradi tvoje milosti. Ne zanašamo se na svoja dela, niti na nobeno svojo zaslužnost, s katero bi se hvalili pred teboj, ampak mislimo na tvojo ljubezen, ki presega vsako zaslužnost, ker vemo, da nam daš več, kot si zaslužimo, ali lahko pomislimo. Te prosimo, usmili se nas. Poslušajmo še besede milosti in slavospeva. Kaj ti Gospod, tvoj Bog, je usmiljen, ne bo te zapustil, ne bo te pokončal in ne bo pozabil zavezo z očeti, ki jim jo je prisegel. Molimo. Gospod naš Bog, pravična so tvoja dela in polna milosti. Ne gledaš na posameznika in njegove zmote, temveč nas vzgajaš po svoji ljubezni, da bi sami bili napolnjeni z njo in jo razdajali. Z močjo tvojega duha nam pomagaj, da bomo razumeli tvojo besedo in da se naseli v nas duh tvoje modrosti. Pomnoži našo vero, da bo naše življenje bogatejše v duhu in v dobroti. Tvoje ime naj je hvaljeno in slavljeno na vekov veke. Amen. Nadaljevali bomo s pesmijo Ti si se dotaknil me.
Draga cerkev, izvolite sesti. Predno bomo prebrali današnje berilo, bi vas vprašala, da razmislimo. Če bi vprašali drug drugega ali pa naključne ljudi mimoidoče, kaj mislijo, kdo je zanje uspešen človek, kaj mislite, da bi odgovorili? Verjetno bi bili odgovori različni, odvisni pa predvsem od tega, kaj vsak od vprašanih ceni v življenju, kaj mu je vrednota. Tisti, ki enačijo uspeh s finančno močjo in statusom, bi morda rekli, da je uspešen človek in primer tega človeka Elon Musk, ga poznamo, ki je inovator in podjetnik in spreminja svet s Teslo in s svojim vesoljskim programom. Ljudje, ki cenijo znanost in znanje, bi rekli, da je primer uspešnega človeka Albert Einstein, ki je spremenil naš pogled na vesolje in na fiziko. Spet tisti, ki so veliki humanisti, ljubitelji dobrodelnosti, bi z uspešnostjo povezovali Nelsona Mandelo, ki je vodil Južno Afriko iz apartheida brez maščevanja. Nekdo drug, ki je politično angažiran, pa bi rekel, da je uspešen tisti, ki je moder in razumen politični voditelj. Ljubitelj umetnosti bi rekel, da je uspešen Leonardo da Vinci, ki je bil vsestranski genij. Spet nekdo, ki enači uspešnost z srečnim, uravnoteženim življenjem, pa bi rekel, da je uspešna njegova babica, ker je vzgojila veliko družino in ostala pozitivna. In če bi se v tem trenutku začeli spraševati o svojih dosežkih, bi se morda postavljeni ob bok vseh teh omenjenih ljudi počutili morda malo manj uspešni ali pa celo neznatni. Če pa bi vprašali Boga, kaj on pravi, kdo je uspešen človek, kdo je moder človek in v čem se ta lahko ponaša, pa bi dobili odgovor, ki je zapisan v današnjem berilu v knjigi preroka Jeremije v 9. poglavju od 22. do 23. vrstice, ki je naslovljen z naslovom Prava modrost in pravi: Tako govori Gospod, modri naj se ne ponaša s svojo modrostjo, močni naj se ne ponaša s svojo močjo, bogati naj se ne ponaša s svojim bogastvom. Kdor se marveč hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene, da sem jaz Gospod, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji. To mi je namreč všeč, govori Gospod. In brez da bi razvrednotili vse dosežke različnih ljudi, ki spreminjajo svet na bolje, pa smo lahko olajšani, ko ugotovimo, da je za Boga uspešen tisti, ki je našel svoje zaupanje in svoje upanje v njem. Torej, ob vseh blagoslovih, uspehih, ki jih imamo, pa smo kristjani najbolj ponosni in smo zadovoljni v tem, da imamo uspeh, da lahko Boga imenujemo za svojega očeta, Gospoda in odrešenika. Zaupni odnos z Bogom po Jezusu Kristusu je razlog našega ponašanja. In tako lahko v vseh situacijah, ko se počutimo neznatni, majhni, ali pa takrat, ko smo v poti življenja, ko doživljamo uspeh in smo zadovoljni s seboj, upiramo svoj pogled v našega odrešenika Jezusa Kristusa. In to pravi tudi naslednja pesem, vabim nas, da vstanemo in se Bogu zahvalimo za ta uspeh, ki nam je bil dan in smo Bogu hvaležni za to. Svoj
Dragi Bog, hvala ti, ker ti vse delaš dobro, prav in pravično na zemlji. In hvala ti, ker smemo biti pri tvojem delovanju tvoji sodelavci. Hvala ti, ker na nas ne gledaš tako, kot mnogokrat mi gledamo drug na druge skozi dosežke, bogatstvo in ugled, ampak se veseliš ponižnega in preprostega srca. Naj bo tvoja milost z nami še naprej. Amen. Amen. Izvolite sesti, sledi utrinek za otroke. Otroci, kar pridite dol. Bomo počakali, da pridejo še od zgoraj. Mislil sem, da vas ne bo danes, ker so začele počitnice, ampak vidim, da kljub temu imate zelo radi Jezusa in zato ste prišli v Božjo hišo. Ali mi lahko kdo pove, kaj imam jaz v roki? Še kdo? Ključe, ja. Hvala lepa. Vsem vam so starši, nekaterim, da ne bo pomote, nekaterim so starši vam zaupali ključe. Imate ključ od hiše, imate ključ od stanovanja, imate pa tudi tisti, ki hodite v šolo, imate ključ od svoje omarice. Je tako? In ko so vam starši dali ključ, to pomeni, da so vam starši zaupali. Je tako? In ko so vam zaupali, imate pa tudi eno odgovornost. Da tiste ključe, ki jih imate, ali lahko date prijatelju tiste ključe? Ne, kajti tisto, kar je vaše, je edino vaše. Veste, pred mnogimi leti, na začetku sveta, Bog je Adamu in Evi zaupal ključe celega sveta. Pa ne samo ključe, zaupal je naravu, zaupal je živali, zaupal je vse, da bi oni uživali iz tega. In kaj mislite, mi kot njihovi potomci, kako smo se obnesli v tem? Zelo slabo. Če pogledate naravo, če pogledate vodo, zrak, vse je zastrupljeno. Nismo bili vredni Božjega zaupanja. Zato vi, otroci, ko so vam starši dali ključe in ko jih boste imeli naslednjič v roki, zapomnite se. Veliko zaupanje je od staršev in velika odgovornost je za vas. Zato zdaj, ker so počitnice, ne boste imeli verouka, bo samo skupina A imela verouk, ampak boste pa skupaj z nami, ta starimi, poslušali Božjo besedo. Hvala lepa. No, preden bomo pa tudi mi odklenili ključ resnice z Božjo besedo, pa zapojmo še pesem Moč je moja v tebi in bomo pobrali še prostovoljne prispevke. Tebe upam le
Drage sestre, dragi bratje, živimo v skeptični in cinični postkrščanski družbi. Vprašanja o Bogu so skoraj zamrla, želja po Bogu je oslabela, iskalcev Boga je čedalje manj. Videti ne pomeni verovati. Veliko ljudi pravi, če bi videl Jezusa, bi veroval. To ne drži. Namreč množice so videle celo Jezusove čudeže, a kljub temu niso hoteli verovati vanj in so hoteli, da ga križajo. Zakaj ljudje ne verujemo? Zato, ker preprosto nočemo verovati. To, da Bog nas nikoli ne pusti v temi, zato velja slišati pomeni verovati. Ne videti pomeni verovati, ampak slišati pomeni verovati. Zapisano je, potemtakem je vera iz poslušanja, oznanjevanje pa je po besedi o Kristusu. Sveto pismo je Božje ljubezensko pismo zemljanom, napisano s krvjo odrešenja, ne s črnilom. Zame je Sveto pismo kruh. Zame je Sveto pismo ocean, ostale knjige pa so majhno jezero. Ker je vera iz poslušanja Božje besede, ustanimo k poslušanju. Iz knjige Pridigarja, 7. poglavje, 2. in 4. vrstica. Pravita takole. Bolje je hoditi v hišo žalovanja, kakor hoditi v hišo gostije. Srce modrih je v hiši žalovanja, srce norcev pa v hiši veselja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Knjiga Pridigar je v Stari zavezi in velja za modrostno književnost. Job, visoka pesem, pregovori in Pridigar. Pridigar je knjiga, ki jo mora nujno slišati moderni človek. To je knjiga, ki jo moramo najprej prebrati. Ne vem, ali ste jo že. Ko danes govorimo o Bogu, moramo začeti s Pridigarjem. V prejšnjih časih bi lahko začeli na začetku Svetega pisma, danes pa moramo začeti pri Pridigarju. Zakaj? Ker smo pacienti časa, družbe, v kateri živimo, in v Pridigarju imamo odgovore. Ko beremo Pridigarja, je tako, kot bi se gledali v ogledalu in bi ugotovili, da nimamo obraza. Mučila bi nas nočna mora. Zakaj je knjiga o nesmiselnosti življenja tako pomembna? Zato, ker je v tej modrostni knjigi Svetega pisma šok terapija. Teologi temu pravimo, da je v njej črna milost, ki nas predrami. Je še vedno milost. Črna milost, ki nas predrami. Da pomislimo, kakšno bi bilo življenje, če Bog dejansko ne bi obstajal. Ko spoznamo, da je Bog ljubeči oče, Jezus Kristus pa nasmešek na očetovem obrazu, vemo, čemu in kako živeti. Zanimivo je, da je večina največjih nevernikov vseh časov povezana z izgubo očeta. Bodisi, da jim je oče umrl, jih zapustil ali pa bil do njih grob. Tako so odraščali Marx, Freud, Russell, Sartre, Nietzsche, Camus in tako naprej. Ljudje, ki so imeli veliko zapovedati o Bogu, ampak še več pa proti Bogu. Ker niso imeli prave podobe o Bogu, da je Bog oče.
Filozofi se strinjajo, da je pridigar povzetek življenjske filozofije. Spodbuja nas k razmišljanju, čeprav danes večina ljudi raje umre, kot da bi razmišljali svojo glavo. Kaj je torej namen pridigarja? Ta esej nagovarja mizerno družbo, da v dirki življenja ni nobene alternative, ampak je Bog nujnost. Pridigar je komentar piščevega življenja. Namreč bolje se je učiti iz napak drugih ljudi, kot pa jih sam narediti. Zanimivo, da pridigar, čeprav je svetopisemska knjiga, ne omenja Boga. Je pa Bog na vsaki strani te knjige. Sporočilo te knjige nam pokaže, kakšen bi bil svet brez Boga. Lahko si zamislimo, kot da nikoli več ne bi bilo luči, nobene svetlobe, nobene bližine, nobene topline. Brez Boga ne moremo upati. Da lahko upamo, moramo najprej izgubiti upanje vse, kar vara, kar je slepilo. Tako pridigar kot najbolj depresivna knjiga Svetega pisma postane najbolj optimistična knjiga. Kajti v pridigarju že vidimo evangelij Jezusa Kristusa. Kajti Sveto pismo beremo z Jezusom v mislih. Prebrane besede je zapisal izvrstni judovski filozof Kohelet. Tradicija jih pripisuje sinu kralja Davida, modremu kralju Salomonu. V tej poetični glosi se pisec sprašuje o smislu življenja. Martin Luther je omenjeno svetopisemsko knjigo prvi poimenoval pridigar, rekoč, da nam po tej knjigi pridiga sam Bog. Da nam razodeva ključ do srečnega in polnega življenja. Pisec se ukvarja z najbolj eksistencialnimi vprašanji, ali ima človekovo življenje smisel. Zato, ker se o tem sprašujemo, smo prišli tudi v cerkev. Na to vprašanje ne more dati odgovor znanost, niti psihologija, niti medicina, niti teologija kot gola znanost, ampak Božje razodetje. Nad takšno knjigo osupne filozof, teolog, psiholog, pedagog, zdravnik, znanstvenik. Knjiga Pridigar velja za biser književnosti in modrosti. Zagotovo, ko bomo danes prišli domov ali pa v naslednjem tednu, bomo takoj odprli Staro zavezo, našli te 12 poglavij Pridigarja in to v kratkem času prebrali. Opozarja nas, naj ne pozabimo na Boga. Judovski rabini učijo, kdor preučuje to knjigo, je moder in postaja še modrejši. Pisec Pridigarja ni poznal Aristotela, Platona, Sokrata, Akvinskega, Hegla, Camilla, Sartra, Frankla ali pa našega Žižka ali pa Krifta, najbolj znanega ameriškega, trenutno tudi filozofa. A se je spraševal globlje od vseh. Zapisal je refren, ki se nenehno ponavlja skozi to knjigo. Rekoč, nečimernost čez nečimernost, vse je nečimernost. Če prevedem v 3. tisočletje, to pomeni, vse je absurd. Brez veze, kot pravijo danes mladi. Za nečimernost je več 10-krat uporabil posebno hebrejsko besedo habel, ki označuje vse to: ničevost, brezuspešnost, praznost, nekoristnost, hlap, paro, lovljenje vetra in sence, prevaro, zablodo, ukano, iluzijo, slepilo, zmoto, puhlost, praznino, to, kar nima vrednosti. Pisec, ki je imel vse,
če gre za kralja Salomona, in si je lahko privoščil vse, kot pravi, kar je pod soncem, je ugotovil, da je življenje brez Boga prazno, tesnobno, depresivno, nepotešeno, nemirno, mizerno, nesrečno. Pridigar objokuje kratkotrajno življenje in minljivost bivanja, zato je to knjiga našega časa. Iskanje odgovora glede smisla življenja nas utruja. Pisec je približno 40-krat ponovil besedno zvezo pod soncem. Vse, kar je pod soncem, je nečimrnost. In s tem hoče povedati, vse, kar je pa nad soncem, torej z Bogom, pa ima uspeh, ker smo ustvarjeni za večno življenje. Pridigar je namignil na začetek človeške tragedije, kot je že bilo rečeno tudi pri utrinku za otroke. Namreč človeška tragedija v raju Edena. Zapisal je, napravil sem si vrtove in sadovnjake, ter zasadil v njih drevje z vsakršnim sadjem. Gre za aluzijo na prvi raj, na Eden. Na to je dodal, kdor podira zid, ga piči kača. To se nanaša na simbol kače, ki je pretentala človeka, da je ugriznil, tako rekoč v tej zgodbi, v prepovedani sad. Tako je Adam, kar pomeni iz hebrejščine človek, zemljan, varuh zemlje, sin, rdeče prsti. Tako je Adam v Pridigarju postavljen kot lik in se ozira nazaj in priznava, če bi spoštoval Boga in poslušal njegove zapovedi, življenje ne bi postalo nečimrnost, ne bi postalo absurd, težko, nesmiselno. Zato je Pridigar v zadnjem poglavju zapisal, končna beseda po vsem, kar si slišal, je: boj se Boga. Torej imej strah o spoštovanje do Boga in izpolnjuj njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse. Tako konča Pridigar. To je za človeka vse. Bog edini zadostuje. Pisec ni napisal Pridigarja zato, da bi nas ustrahoval, naredil depresivne, da bi nas ujezil, ampak da nas osvobodi. Da nam prihrani zapravljanje poti, iskanja, alternativ, daljnega vzhoda ali pa zahoda, severa, juga, mikavnih ponudb današnje dobe, nove dobe. Namreč, da nam prihrani nepotrebno zapravljanje časa, denarja in boja. Njegova izpovedna izkušnja je opozorilna zgodba. Zakaj Judje modre besede Pridigarja pripisujejo kralju Salomonu, ne pa Abrahamu, Jakobu, Izaku, Mojzesu, Jozuetu, Davidu, Eliji, Samuelu? Oni so kot zadovoljni pravičniki živeli izkušnjo svoje vere in ljubezni brez bolečega razmišljanja. So razmišljali. Vsak človek je misleče bitje. Ampak smo ljudje, posebno pa v naši generaciji, vsi od mladih do starih, tudi ta teden je bila cerkev polna dijakov srednjih šol in so imeli vprašanja, takšna vprašanja, kar me preseneča. Moram vam povedati, da se v današnji mladini nekaj dogaja. Sami ugotavljajo, da potrebujejo več kot to, kar je pod soncem. To boleče razmišljanje. Knjige Stare zaveze so nasplošno zgodovinske in preroške, ne pa filozofske, ampak Pridigar je predstavnik razumskega, intelektualnega razglabljanja. Izkusil je praznino, ki jo lahko izpolni samo Bog. Opisal je, kako nesrečno je življenje brez Boga in zato je ta knjiga tako aktualna za današnji čas. Razlika med filozofijo in vero je razlika med govorjenjem in poslušanjem. Mi govorimo, pa premalo poslušamo.
Mi govorimo o Bogu. Bog pa govori nam in mi moramo poslušati. In to je vera. Knjiga Pridigar opredeljuje človeka v potrošniški tekmi, v iskanju užitka, uspeha, slave, prazne zabave. Pisca celo pobožnost ni potešila. Navsezadnje je kralj Salomon zgradil veličastni tempelj. Pa je tudi to ocenil kot nečimrnost. Zakaj? Zato, ker takšne izkušnje se dogajajo tudi globoko vernim ljudem. Obstaja duhovna izgorelost. Vsi danes govorijo in je moderno. In bolniški staleži na račun burn-outa, torej izgorelosti. Ampak obstaja tudi duhovna izgorelost. Nekoč vnet človek lahko doživi notranje razočaranje. O tem se je tudi Job spraševal. Bog, kje si? Zakaj? Zakaj trpljenje? Zakaj zlo? To, da Bog ne izgubi ljudi, ki mislijo, da so izgubili njega. Pridigar postavlja vprašanja. Kristusov evangelij pa nam daje odgovor. Poznam ljudi, ki so kristijani ravno zato, oziroma postali kristijani ravno zato, ker so prebrali Pridigarja. Tudi meni je všeč. Ljubeči Bog je v Jezusu Kristusu zavedno objel človeško bolečino in jo sprejel za svojo. Soočamo se z zatonom krščanske civilizacije. Prijatelj mi je podaril čudovito knjigo, 2 knjigi pravzaprav, ki ju požiram. In govorimo o zatonu krščanske zahodne civilizacije. Minil je čas, ko je krščanstvo določalo vrednote in značaj zahodnega sveta. Začela se je nova doba, v kateri so učenjaka, umetnika, vidca in svetnika zamenjali vojak, inženir, bankir, politik. Nič narobe. Nič narobe z napredkom, znanostjo. Ampak na pohodu je tehnična, robotska, kiborška družba, tehnična civilizacija, kar ni narobe. Narobe je, da ta civilizacija nima duše, nima kulture, nima empatije, sočutja. Ni prijazna, ni topla, računa na profit. Družba bo še vedno religiozna, ker je človek religiozen v svoji naravi. To, da ne bo več večinsko krščanska. S tem se moramo sprijazniti. Ampak to ne pomeni, da moramo vreči puško v koruzo. To pomeni, da moramo postati še toliko bolj zgled. Kajti ni pomembna moč, pomemben je zgled. Prvi kristijani niso imeli nobene moči, še najmanj politične, ampak bili so zgled. In premaknili so moč rimskega orla in moč Davidove zvezde. Namreč današnja tolerantna družba od kristijana pričakuje ali celo zahteva, da hvali vsako veroizpoved razen svoje. Knjiga Pridigar nam sporoča, da je Bog edini izvor prave sreče. Razlikujemo 4 vrste sreče. Prva, najnižja sreča je ta, kar nam nudi materializem. Denar, bogastvo, imetje, konzumizem, dobra jedača, pijača, hedonizem, uživaštvo, droge, seks, avanturizem, virtualizem, beg v nestvarnost, v iluzije. Druga raven sreče je karierizem, kariera, popularnost, slava, čast, oblast. Nekaj časa nam uspe ali uspeva loviti korak sosedi, ki so kupili nov traktor, nov avto, vikend na morju. Torej nekaj časa lovimo korak sosedi, športnimi prvaki, umetniki, znanstvenimi dosežki, milijonarji in se dokazujemo, a v nas, splošno govorim, postaja luknja, ki je vedno večja in globlja. Kralj Aleksander Veliki, ki ga je vzgajal sam filozof Aristotel, je imel vse bogastvo tedanjega sveta in je osvojil ves svet.
To, da ko je sedel na prestolu, veste, kaj je delal, pravi zgodovina? Jokal je. Zakaj je jokal? Zato, ker je hotel osvojiti še ostale svetove, pa jih ni mogel. Rekel je celo, da bi rad osvojil mesec, luno, pa ni mogel. Torej že pred nasinimi projekti. Svetovni srečnež je postal svetovni nesrečnež. Zgodovina človeštva je polna obupanih osvajalcev, koliko vojn, nepotrebnih, koliko trpljenja, za nepomembne reči, za neke kaprice, neke principe, samovšečnih, narcisističnih ljudi, včasih celo psihopatov. Koliko vojskovodij, filmskih igralcev, manekenk, glasbenih zvezdnikov, olimpijskih zmagovalcev, ki jih prodajajo kar tako, kot bi si podajali vrečo krompirja. Milijonarjev končajo kot razvaline, mnogi samomorom. Tretja raven sreče ni odvisna od tega, kaj imamo in kako se počutimo, ampak od tega, kako prispevamo v dobrobit drugih in jih osrečujemo. To je božji način, dobrodelnost, humanitarnost, tolaženje, skrb za invalide, ostarele, bolne, lačne, siromašne, botrstvo revni, misijoni, darovanje v cerkvi. Kristus pravi, nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol, ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Vemo, da napuh, pohlep, lakomnost, skopost, to so grehi padlega duha. Napuh, pohlep, lakomnost, skopost. Iz mene naredi jetnika in egoista. Zato evangelij pravi, bolje je dajati, kot sprejemati. In kdor skopo seje, bo skopo žel. Moj bližnji je vsak, ki se mu potreben in mu lahko pomagam. Moj bližnji je vsak, ki mu lahko pomagam in se mu potreben. Ne glede na raso, spol, vero ali karkoli drugega. Končno četrta raven sreče je izkušnja Božje ljubezni. To pomeni preprosto, vem, da sem ljubljen in sprejet. Zato smo tukaj. Ker vemo, da smo ljubljeni od Boga, nad soncem in sprejeti. Ateist ne more biti srečen, ker mu Bog ni oče. Zato se Boga boji na nezdrav način. Popolna sreča je samo v Bogu. Če človek ne ve, zakaj živi, živi za manj, je rekel Viktor Frankl. Če človek ne ve, zakaj živi, živi za manj. Če pa živim samo enkrat in to počnem pravilno, je pa tudi enkrat dovolj. Kajti verujemo v večno življenje. Naredimo izpit svoje vesti. Ni dovolj pojesti cheeseburger, spiti pivo, pisati matematiko odlično, imeti lepo dekle in mišice, kajti bolj kot česarkoli se bojimo smrti. Vsi čakamo v čakalnici smrti. Uporabljamo encim telomeraza, ki zavira procese staranja, jih ne uporabljam. Naravno sem mlad. Zato so v porastu. Kozmetična industrija je tudi ne uporabljam, lepotni kirurgi, maseri, nova zdravila za dolgoživost, nanotelesa v humani medicini, zelo koristna, vse lepo in prav. Ampak vse to je pod soncem. Kaj pa je nad soncem? Bog, Oče. Lahko uporabim kemični zvarek ekvanil, kemično veselje. Tudi tega ne uporabljam, ker naša radost od rešenja je naše veselje in veselje je sad duha. Kdo bo rešil svet? Politiki, filozofi,
teologi, bankiri, znanstveniki, kdo ima skrivnostno formulo življenja. Ravno o tem se sprašuje pisec Pridigarja. Ko smo mladi, se počutimo nesmrtne. Ko se staramo, nas družba nenehno prepričuje, da smo lahko videti lepi, pomlajeni, močni, skoraj da večni. Živimo, kot da je smrt iluzija privid. Drži, da Bog smrti ni načrtoval in je nenaravna. Zato nas je umiranja strah, ker je to nenaravno. Kdo si sploh še upa govoriti o smrti? Smrt držimo na distanci, tam nekam smo jo porinili. V bolnišnico, v sobo za umiranje, v domove za ostarele. Čeprav je umiranje neizogibna stvarnost, nihče smrti ne uide. In zato je svetopisemski filozof Pridigar zapisal stavek, ki smo ga na začetku prebrali in s tem stavkom tudi končujemo to razmišljanje. Bolje je hoditi v hišo žalovanja, kakor hoditi v hišo gostije. Nonsens, nesmisel, smešno, satirično, komično. Bolje je hoditi v hišo žalovanja, kakor hoditi v hišo gostije. Srce modrih je v hiši žalovanja, srce norcev pa v hiši veselja. Ta zapis zveni protislovno, celo ironično. Sveto pismo ne sporoča, da je smrt boljša od življenja in nas ne pušča depresivnih, ampak nam pove, naj se v hiši žalovanja zaustavimo in razmišljamo o kratkosti in krhkosti življenja ter neizogibnosti smrti ter o svojem odnosu z Bogom in bližnjim. Oceno lastnega življenja naredim na pogrebu. Jaz osebno. Takrat se najbolj zamislim, če sem na pogrebu ali pa če opravljam pogreb. Oceno lastnega bivanja naredim takrat, ko zvem, da je moj sošolec, prijatelj, sosed ali nekdo umrl. In mislim, kaj pa ko bom jaz na vrsti, kakšen je moj odnos z Bogom nad soncem in z ljudmi pod soncem. Oceno lastnega življenja smo sposobni narediti v hiši žalovanja, ne v hiši gostije in veselja. Vidite, kako je Pridigar moder. Hiša žalovanja nas navdihne za spremembo življenja. Saj vemo, ko zvemo, nekdo je zbolel, pa rečemo, no, zdaj pa moram tudi jaz začeti razmišljati, da bom živel bolj zdravo. V težkih časih izvemo o Bogu več kot v srečnih časih. Kdaj pridemo v cerkev? Običajno takrat, ko ugotovimo, da nam več nihče in nič ne more pomagati, razen Bog. Smrt ni konec poti, je samo ovinek na cesti, je nova izkušnja. Krščanstvo ni vera o smrti, ampak vera o večnem življenju, celo o večnem življenju. In hiša žalovanja postane učilnica modrosti. Akademik Clive Lewis, spreobrnjenec v krščanstvo, je zapisal, če imam v sebi želje, ki jih ta svet ne more potešiti, je edina smiselna razlaga, da sem ustvarjen za drug svet. V hiši žalovanja se učimo šteti modro svoje dni. Sveto pismo ne odpravlja trpljenja in bolečine tako, da bi nas odvrnil od žalovanja, ampak nam naroča, naj ne žalujemo kakor drugi, ki nimajo Boga. In Bog celo smrt imenuje drugače, imenuje jo spanje. Kajti kdor ima Boga, mu nič ne manjka. Solze so poklon našim dragim pokojnim. Ko je telo posejano, ga je treba zaliti solzami. Učlovečeni Bog ne gleda na realno smrti iz razdalje. On sam prihaja v hišo žalovanja. Ob izgubi prijatelja svojega, Lazarja, v Betaniji se je zjokal. Še več, hišo žalovanja je izkusil na križu Kalvarije. Zato nas razume. Z nami sočustvuje. Krščanski pogreb ni človeški pesimizem, ampak božji optimizem, ker Jezus pravi, jaz sem ustajenje in življenje, kdor
veruje vame, bo živel, tudi če umre. Zadnja misel, Jezus je popoln, v nečem pa ni popoln. Pokvari vsak pogreb. Evangelski zapis pravi, da je pokvaril pogreb Jairove hčere, udovinega sina v Nainu, Lazarja v Betaniji in celo svoj pogreb je pokvaril. Kajti tretji dan je vstal od mrtvih in živi. To je pa nad soncem, ne pod soncem. Naši ljubljeni ne morejo umreti, ker je ljubezen nesmrtna. Mahatma Gandhi je zapisal, živi, kot da boš jutri umrl. Uči se, kot da boš živel večno in naučil se boš umreti. Bog nas je ustvaril, da smo srečni, da živimo z veseljem. Cerkev mora pokazati svetu nov obraz. Obraz veselja, življenja. Kajti ne smemo verovati, da je krščanstvo depresivna religija, obsedena z grehom, krivdo, samoobtoževanjem, sramom, trpljenjem, odpovedovanjem. Srce krščanstva je Jezus, veselje, večno življenje. Biti kristijan ne pomeni pobegniti posledicam greha, ampak več kot to, imeti mir z Bogom in z bližnjim. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli. V Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen. Vabim k molitvi. Nebeški Bog Oče, hvaležni smo za pridigarjevo pošteno oceno življenja v padlem in nemirnem svetu brez Tebe. Varuj nas pred tesnobnim lovljenjem sopare nečimrnosti, vedoč, da na zemlji ni ničesar, kar bi imelo trajno vrednost razen tega, da poznamo Tebe. Hvala Ti, ker nas spremljaš v svoje ljubeče naročje, ko se oddaljimo od Tebe, ker nas premamijo minljive reči. Pomagaj nam, da bomo o Tvoji zvesti ljubezni govorili svojim bližnjim in jim s tem zaželeli najboljše. Amen. Vsi ljudje sveta, žejni smo Boga. To je pesem, s katero bomo končali to razmišljanje.
Dragi bratje, drage sestre, prišli smo do konca bogoslužja. Vabljeni ste tudi po bogoslužju na čaju in na kavi. In za konc prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje na teboj in naj ti bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k tebi in naj ti da mir. Amen.